Zdravo, tukaj Valentin. Ko se po 10 letih vračam nazaj na ponujanje svojih lastnih storitev in ko sem se že odločil, da se bom osredotočil na fotografijo, sem tudi začel raziskovati, kako najbolje uspeti v fotografskem poslu. Glede tega sem poslušal precej pričevanj zelo uspešnih fotografov preko videoposnetkov na YouTubu in ti fotografi so v glavnem iz Amerike. Govorili so o tem, kakšne napake so oni delali na začetku, ko so začeli za svojo fotografsko kariero. In večinoma so bili enotnega mnenja, češ, da jim je žal, da se niso bolj specializirali. In tudi jaz sem se potem odločal o tem, v kaj bi se specializiral na samem področju fotografije. Potem pa sem tudi bil prisoten na delavnici enega od slovenskih režiserjev, ki je delil svoje izkušnje glede filmske režije in kako je stanje v tujini precej drugačno kot pa pri nas v Sloveniji. Recimo, ko se snemajo filmi v Ameriki, je značilno, da je tam v ekipi precej različnih strokovnjakov in vsak je visok specialist za zelo ozko področje. Torej, v Ameriki je značilno to, da se res ozko osredotočiš na nekaj. Pri nas pa so razmere drugačne in nekako smo navajeni, da je sleherni od nas mojster za vse. Težko se prepuščamo temu, da bi najemali strokovnjake za nekaj. Raje se potrudimo ali mučimo s tem, da sami nekaj naredimo ali popravimo. No, pri filmu in fotografiji je tudi razlika ta, da Amerika sama po sebi predstavlja eno izmed največjih globalnih filmskih in fotografskih produkcij. Imajo Hollywood, imajo velike filmske in fotografske šole in veliko se proizvaja tudi glede fotografije, recimo raznih modnih fotografij, in izdajajo številne revije, zelo specializirane, pri katerih se seveda potrebuje zelo kvalitetna oziroma vrhunska fotografija. Jaz sem tudi študiral dopisno na New York Institute of Photography, ki je največja in najstarejša šola fotografije v Ameriki. Bil je zelo kvaliteten študij, so pa oblikovali študij tako, da ga ponujajo samo v obliki dopisnega študija, torej pri njih ni mogoče v živo študirati. Torej, tako gospodarsko stanje kot trg se pri nas precej razlikuje od ameriškega. Tudi sama velikost trga je bistveno različna. V New Yorku, zgolj v mestu New York, je 10-krat več prebivalcev kot v celotni državi Sloveniji. Torej, nas je 2 milijona Slovencev, njih pa je 20 milijonov ljudi samo v New Yorku. Če pogledamo celotno Ameriko, pa je ta trg še bistveno večji. In ko produciraš neke vsebine, je tukaj že vprašanje jezika. Če se odločiš produkcijo narediti v slovenskem jeziku, si omejen z slovensko govorečim prebivalstvom. Torej je tvoj trg največ 2 milijona ljudi lahko velik. Angleško pa govori precej ljudi v številnih državah po svetu
in tam lahko svoje produkte ponujaš bistveno večji ciljni skupini. Iz tega razloga sem se odločil, da bom vsaj na začetku poleg fotografiranja ponujal še moje storitve grafičnega oblikovanja, za katerimi sem začel svojo lastno kariero, in pa tudi storitve psihološkega svetovanja oziroma life coachinga. Torej, naprej bom na široko ponujal storitve, in ko bom investiral v boljšo opremo, ko bom imel več novih referenc na področju fotografije, pa se bom mogoče odločil ponovno osredotočiti zgolj na fotografijo. Pa tudi trend je tak, da se svet fotografije in videa oziroma filma vse bolj prepleta, kajti včasih se ni dalo snemati za fotoaparatom. Danes, ko je digitalna revolucija v fotografiji, pa v glavnem vsi fotoaparati lahko snemajo tudi video. Veliko je torej fotografov, ki so začeli ponujati tudi video storitve, oziroma se vse več pričakuje, da če nekdo obvlada fotografijo, da bo lahko realiziral tudi kakšen video projekt. Sebe tudi vidim v videoprodukciji, tako komercialni, in želim si tudi ustvariti kakšen zanimiv, poučen, kratek video, vsaj na začetku, film izobraževalnega namena, v katerem bom lahko dosegel večjo število ljudi ter razširil koristne informacije za človeštvo. Upam, da je ta vlog v korist komu, ki se tudi odloča za začetek nove poslovne poti, zlasti na fotografiji, in pa da sem malce popestril komu dan za temi pestrimi informacijami. Hvala za posluh in nasvidenje.